Torej, mogoče, če kar začnemo. Leptospiroza pravite, da je v zadnjem času v porastu. Kaj to pomeni, kakšne so te številke? Ja, v zadnjih nekaj tednih opažamo večje število bolnikov, ki prihajajo na kliniko in potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, tudi v intenzivni enoti zaradi leptospiroze, tako da teh bolnikov je zdaj, bomo rekli, v avgustu blizu 10, kar je bistveno večje število, kot smo pravzaprav navajeni v preteklih letih. Ponavadi v teh poletnih mesecih videvamo tam 2 do 3 bolnike za leptospirozo, se pravi, to je tak kar precejšen porast glede na predhodne sezone. Zelo verjetno lahko pričakujemo v naslednjih nekaj tednih, glede na to, da je zdaj prišlo do spremembe vremena, do dežja, do tehle nalivov, še kakšnega dodatnega bolnika. Kar je pomembno je, da tudi ljudje, tako na terenu kot zdravniki na terenu, se zavedajo, da ta bolezen v Sloveniji je prisotna in da je sicer pri večini bolnikov poteka sorazmerno blago, pri nekaterih lahko poteka pa težje, tako da je potrebno na to pomisliti, ker prej, ko začnemo z zdravljenjem, večja je verjetnost, da bo izhod bolezni ugoden oziroma tudi potek se na ta način lahko skrajša. Kakšni so simptomi? Bolezen poteka praviloma v 2 obdobjih. Inkubacija je nekje do 14 dni, pri nekaterih tudi nekoliko daljša. Bakterije vstopajo v telo preko poškodovane kože oziroma preko sluznice, lahko tudi preko očesne veznice. Potem sledi prvo obdobje, ki je precej nespecifično. Poteka z vročino, ki je precej visoka, lahko so prisotne izrazite bolečine v mišicah, predvsem v hrbtu, hud glavobol, bolečine v očeh oziroma za očmi in pa pojavljajo se krvavitve v očesni veznici. To je ena taka kar dokaj specifična manifestacija leptospiroze. Ob tem lahko pride do prizadetosti jeter, kar se kaže potem s hepatitisom oziroma z rumeno obarvanostjo kože in sluznic. Prizadeta so lahko tudi ledvica, kar ljudje nekje najbolj opisujejo s tem, da opazijo, da izločajo manjšo količino seča glede na to, kar so popili in da je tudi spremenjene barve. Ta količina se lahko tudi toliko zmanjša, da pravzaprav sploh ne mokrijo več. Potem pride pa lahko prosto obdobje, ko se počutijo bolje in sledi po kakšnem tednu pa drugo, tako imenovano imunska faza, pri kateri je pa najpogostejši meningitis in pa kožni izpuščaj. Kako pa sploh dobimo to bolezen? Leptospire so bakterije, ki so prisotne v seču različnih sesalcev, najpogostejše glodavcev, potem krav, lahko tudi prašičev. Psi so tudi lahko prenašalci in te bakterije dolgo časa preživijo v vodi. Tako da lahko se okužimo neposredno s stikom seča okuženih živali, še pogosteje pa je ta prenos preko vode. Tako da kadar so poplave, kadar so nalivi, ko imamo, se pravi, več vode, ko recimo tudi čistimo vodo iz kleti, je seveda verjetnost, da pride do okužbe toliko večja. A se kaj ve o razlogih, zakaj je ravno zdajle toliko bolnikov napram sicer majhnemu številu? Trenutno nimamo še te razlage, tudi bolniki ne prihajajo iz istega izvora, da bi zdaj rekli, zdaj pa točno vemo tukaj nekje, kjer je prišlo do neke kontaminacije enega vodnega zajetja oziroma neke stoječe vode, tako da bomo to še pogledali, pa upamo, da se bo število začelo prej zmanjševati, preden bomo nek skupen izvor ugotovili. Vedno pa je več primerov leptospiroze v poletnih mesecih, so bakterije, ki potrebujejo višjo temperaturo, da se lahko razmnožujejo in preživijo v naravi, tako da v zimskih mesecih pravzaprav leptospiroze pri ljudeh skoraj da ne videvamo. Razen pri tistih, ki se vračajo iz tropov. V tropih je pa bolezen prisotna preko celega leta. A to so bili prav zdaj pred kratkim sprejeti, ker na NIJZ-ju so nam kar poslali preliminarne podatke in je za avgust 3, pa za julij tudi. Ne, to so zdajle v zadnjih 10 dneh je bilo to povečano število bolnikov. Mogoče še opisali ste simptome, kakšne težave pa imajo tisti, da potem bolniki, da potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, celo na intenzivnem oddelku? Predvsem gre tukaj za sliko, ki je zelo podobna sliki septičnega šoka. Se pravi, to so bolniki, ki imajo nizek krvni tlak, imajo pospešen srčni utrip, se zelo slabo počutijo, so onemogli. Ob tem ugotavljamo pa predvsem znake prizadetosti delovanja ledvic,
Na srečo v letošnjem letu ni šlo za tako hude primere odpovedi ledvic, da bi bilo potrebno dializno zdravljenje, tako da ob nadomeščanju tekočine, simptomatski terapiji se v nekaj dneh stanje kar sorazmerno hitro popravi. Ampak so to recimo bolj starejši s pridruženimi Ne, tukaj pa ne. Tele naši bolniki so pa, bomo rekli, sorazmerno mladi, v dobri kondiciji, brez nekih temeljnih bolezni, pri katerih bi pričakovali tudi težji potek. Tako da ja, tukaj za to boleznijo pa lahko zbolevajo vsi, ki so aktivni, ki so v stiku s stoječimi, tekočimi vodami, tako da zato je pomembno tudi, da smo na to toliko bolj pozorni. 10 ste rekli na navadnem ali Skupaj z navadnimi in z koliko intenzivnimi. jih je pa na intenzivnem? Na intenzivni enoti smo imeli zdaj v zadnjem tednu 3 bolnike z leptospirozo, ki so potrebovali kratkotrajno zdravljenje v intenzivni enoti, se pravi 3 dni, in so lahko potem nadaljevali zdravljenje na navadnem oddelku. Se pravi nadomeščanje tekočine, prehodno tudi zdravila za vzdrževanje krvnega tlaka in pa za stimulacijo delovanja ledvic. Ali za leptospirozo lahko posameznik zboli večkrat? Ja. Leptospiroza ne pušča trajne imunosti, se pravi, to je neka kratkotrajna imunost. Same bakterije so po obliki podobne bakterijam, ki povzročajo sifilis in pa lajmsko boreliozo. Se pravi, gre za spirohete, take bomo rekli malo daljše, večje bakterije, ki imajo več vijug, se pravi, so take esaste in ne puščajo nažalost trajne imunosti, potem ko bolezen preboli. Ali lahko še to kot leptospiroza večkrat slišimo tudi v bistvu kot sinonim mišja mrzlica? Ali je to ista stvar? Ne, to ni ista stvar. Mišja mrzlica je pa bolezen, ki jo povzroča virus Hanta. In ta je pa bolj povezana z samimi mišmi, izloča se tudi ta virus z sečem okuženih živali, medtem ko pri leptospirozi imamo poleg glodavcev tudi druge, se pravi, tako kot sem že rekla, so krave, prašiči, tudi psi in mačke, opisani so tudi primeri okužb pri tjuljnih, tako da tukaj je nabor bistveno večji, medtem ko pri hantavirusnih okužbah so pa izključno glodavci, predvsem miši in podgani. Zdravljenje pa je potem z antibiotiki? Ja, zdravljenje pri leptospirozi je z antibiotiki, predvsem je zdravljenje učinkovito v tej prvi fazi, se pravi takrat bomo rekli, ko so prisotne bakterije, medtem ko v tej oddaljeni imunski fazi pa zdravljenje z antibiotiki pravzaprav ni več učinkovito. Zato je, tako kot sem že rekla, pomembno, da na bolezen pomislimo in da začnemo zdraviti v tej bakteremični fazi bolezni, ko je učinek na antibiotike praviloma zelo ugoden. Medtem ko pri mišji mrzlici, se pravi pri okužbi s hantavirusi, pa imamo na voljo samo simptomatsko zdravljenje, tukaj pa nimamo specifičnega protivirusnega zdravljenja. Se pravi, mogoče, če samo povzamemo, pri tej bolezni zdaj beležite ta porast poletni, ostale infekcijske bolezni, pa ni kakšnih posebnosti zdaj v tem trenutku? Trenutno približno tako, kot smo navajeni tudi iz preteklih let, porast bolnikov s covidom, kar videvamo, odkar je covid prisoten, ostalo pa bomo rekli približno tako, kot smo v tem obdobju navajeni ob pojavu višjih temperatur, predvsem pri starostnikih, zaradi sušitve več okužb sečil, nekaj več tudi okužb dihal, okužb kroničnih razjed, tako da so stanja, ki so povezane z višjimi temperaturami. Pri otrocih pa v zadnjem tednu beležijo blag porast okužb prebavil, se pravi driske in pa bruhanja, medtem ko ostale so pa podobne kot vsako leto.